Zdajle se bom usedel v en avto, ki me dela orenk nervoznega. O, Madonna. Nima veliko avtov hell v imenu. Ali pa verzija, ki se je reče Demon. In tale ima z Demonom kar veliko skupenega. Dodge Challenger, SRT Hellcat, Red Eye, Wide Body. Več kot 5 metrov ameriških mišic. Na 52, ki sta bila Dodge Charger ali pa Challenger, ampak v lifeu si nisem mislil, da bom v roke dobil ključe 800 konjskega avta. Da vam pokažem, za kva sem Švico. 6,2 litrski superchargen V8 motor. Običen Hellcat, ki je ven prišel leta 2015, ima 707 konjev, ampak tale avto si je par dodatkov sposodil od Demona. Sej veš, to je tista verzija, ko si jo mogel modificirati, da je bil legalen za na drag strip. No, ta avto ima 2,7 litrski supercharger z Demona in 797 konjev. Zvok superchargerja je pa zelo izrazit. Značilne Challenger lučke, ampak tale je votla in dejansko služi tudi kot dovod zraka. Je drugač pa dokaj pomemben tudi tale wide body del, zaradi tega, ker avto pošer za 9 cm in omogoča, da daš gor dosti širše gume. 305, ki so gor. Poprijema še zmer ni zadost, ampak namen šteje, te pa kukar zunanjost, tudi notranjost konstantno spominja, da se s tem avtom ni za zajbavati. Določene Hellcate si imel tudi ročne, ampak Red Eye so pa vsi prišli z avtomatikom. Zici so praktično kot foteli, ma pa drugač tudi zadnje zice, na katere se pa niti ne bom probal sedeti. Ta avto pride z 2 ključema. Ta črn je navaden in avto omeji na tam okoli 500 konjev, ampak meni so dali rdečega. Tale odklene vse konje. Drugač ima soft limiter. Dodge Challengeri so prišli v 3 zelo različnih generacijah. Tale ta tretja je pa ven prišla leta 2008 kot odgovor na Mustanga 5. generacije. In sama oblika se od leta 2008 ni nekaj spreminjala. Kar je smiselno zaradi tega, ker je tule ena izmed najbolj seksi retro oblik, kar jih je avtomobilska industrija kdaj proizvedla. Težko je verjeti, da je ta avto tehnično gledano proizvajal Stellantis. Ma pa obračalni krog nekje na nivoju mestnega avtobusa. Ko voziš ta avto cel cajt, slišiš, kako ti hudič šepeta na uho, čutiš, koliko je zahrbten. Daj ti vtis oprijema. V tem avtu si konstantno 2 sekunde stran od tega, da pristaneš na kakšni YouTube kompilaciji. 800 konjev pa neizkušen voznik, ne mislim se zajbavati. Drugač se po ovinku veliko lepš drži, kakor sem pričakoval. Miha, hvala za zaupanje.